te številke nam krojijo življenje, ne? Ja, ampak ali številke nam kilogramske, lahko... ali pa druge. Ja, te številke, če jih z druge strani pogledamo, nam lahko povejo pa tudi, kaj nam prinaša leto 2025 z numerološkega vidika, kaj se nam obeta. Ja, pravijo, da veliko mirnosti... Ne bo. Temveč nepredvidljivost in pa vihravost. Ja, kaj nas torej čaka in kako to seveda izkoristiti sebi v prid, nam bo povedala numerologinja Lili Sorum. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošla. Ja, krojijo ali krivijo? Kaj si hotel reči? Oboje. Oboje, ne? Zdaj nekako vstopamo v fazo zaključevanja, ne? Kaj to pomeni, če smo na začetku? Ko ste se prej pogovarjala, ne? Letos kar bo tako, ker bo toliko državljanov iz okolice, da bomo prisiljeni malo drugače delovati kot sicer. Sicer pa na globalni ravni zaključujemo. Zapravo, idealno bi bilo, da bi prerasli neke, bom rekla, nezrelosti, stvari, ki mogoče v resnici niso pomembne. Nekateri bodo, nekateri ne bodo, bo pa definitivno zelo nestanovitno leto. Tako na kratko povedano, malo pa spominjeno na 2021. Kaj je že bilo takrat? A veš, ukrepi, ki so bili vsake 2 ure drugačni, se pravi, veliko tega, da bo iz okolice vplival, da bo veliko državljanov, veliko bo fake news, veliko bo naslovnic takšnih in drugačnih, ne bo nujno vse res, kar bomo slišali. Je pa nujno, da gremo vase, pa da sebi prisluhnemo, kaj je tisto, kar je nam pomembno, pa kdo smo mi. Velika razlika med 2021 in letošnjim letom je pa to, stvari, ki so se 2021 spreminjale na hitro, niso bile trajne. Se pravi, danes se ne soočamo z ukrepi in tako naprej. To, kar se bo letos spreminjalo, bi znalo ostati v naši notranjosti globoko zapisano za dalj časa. Bomo kot v centrifugi. Ja, tako globoke misli. Kako se lahko temu upremo? So kakšni meseci, ko se bomo malo zbalansirali, vendar ne? Kako lahko v jamo. Ja. Se ne vem, če je v bistvu upiranje. Čeprav bo veliko tudi te puntarske energije v letošnjem letu, jaz mislim, da je bolj bistvo najdeti pot skozi to. Najdeti sebe v vsemu temu. Se pravi, a meni zdaj paše, ne vem, to, ali mi paše to, ali mi paše uno. Poskusiti pa sebe poslušati. Seveda pa je odvisno tudi od tega, kakšno je naše osebno to število. Kako si ga izračunamo, mogoče, dajmo povedati, da naši gledalci potem lažje spremljajo tudi ta pogovor. Se pravi, letos je malo lažja ta formula. Dejansko samo seštejemo dan in mesec rojstva. Jaz recimo sem rojena 12.8., se pravi 12 plus 28, se pravi 2. Toliko časa seštevamo, da pridemo do ene same cifre. Zdaj imamo tudi grafiko, tako da imamo tudi primer, da se lažje v sekundico, dve. Minuto, da se mogoče gledalci sami izračunajo to osebno število, tako da bodo lažje spremljali. Kaj jih čaka, katera osebna števila bodo mogoče najbolj na udaru? Jaz mislim, da je bolj odvisno tega, kakšen človek smo. Tisti, ki se teže prilagajajo, tisti, ki so bitja rutine, jim bo absolutno letošnje leto bolj naporno. Tisti, ki so mogoče pa zelo lačni akcije, zna biti pa zelo impulzivni in nepremišljeni, zelo tudi obžalovati kakšne stvari letošnjega leta. Tako da jaz mislim, da vseeno ne glede na obdobje, v katero gremo, je zelo odvisno tudi od tega, kakšni smo, kakšen bo na koncu izid. Zdaj, kaj pa številka od leta 2025, je to preprosto 9? Tako je. In čemorkoli mi prištejemo 9, ko seštevamo do ene same cifre, je isti seštevek. Zato letos pač je malo lažje, ker je samo dan plus mesec. Sam, res, jaz recimo rojstni datum mi pride 9, številka 2025 je tudi 9, če to seštejem je 18 in sem spet na 9. A to kaj pomeni? To pomeni, da ti sploh leto zaključuješ, ampak 9 je dobra tudi v smislu žetve, se pravi prepoznavnost, slava. Dajmo kar v 9 nazaj mogoče danes iti. Dajmo. Se pravi, vsi vi, ki greste v 9, žetev, zdravljenje sebe, zdravljenje preteklosti, pa občutek bo, da je energija malo bremza. Se pravi, vsi tisti, ki ste letos v 9, ki se vam odsvetuje neke zelo nove začetke, nove odločitve. To imamo v planu. Ne, Igor, ostani tukaj z mano na kauču. Če pride CNN in te hoče odpeljati, ne damo. Ne, rečeš ne. Tako, jaz bom kriva. Se pravi, potem osmice naprej, podjetno leto, izbira tisto, kar jim daje občutek učinkovitosti. Se pravi, če nekje nekaj ne deluje, ne tam lajati pod unim drevesom, ampak iskati druge stvari, druge načine, biti čim bolj samozavestni, ne glede na to, verjamemo v sebe ali ne. Tisti, ki stopajo v leto 7, za njih bo to leto osebnostne preobrazbe, tudi več bo usmeritve v duhovni svet, v duhovno sfero, podzavestni vzorci bodo potem malo bolj v ospredju, bo pa manj čustveno leto kot lansko leto.
Se pravi, več bo miru, več bo racionalne misli, več bo te energije, ko se lažje odločamo po neki stari, dobri, zdravi kmečki pameti, pa nas to mogoče potem toliko ne prizadane. In ravno obratno pa za tiste, ki stopajo v šestko, leto ljubezni do sebe, čustveno leto, v katerem se bo nas pričakovalo, da postavimo meje tudi tistim, ki jih imamo najraje, včasih tudi sami sebi. Se pravi, za tiste, ki gredo v šest, bo izziv disciplina, pa mogoče ne sebe žrtvovati za to, da bo drugim bolje. Veliko, kad tudi tako razmišljamo, se bom še bolj potrudil, bom še bolj priden, se bom še bolj odrekal. Letos to ni recept za uspeh in srečo. Okay. Tisti, ki grejo v petko, dinamično leto, spremembe, za njih sploh velja. Vse, kar se letos na novo začenja. Se pravi CNN. Ja, ok, sam imam devetko, nimam petke. Ja, tako tisti, recimo, če se njim pojavi CNN, pomeni, da se bo ta ponudba zelo spremenila. Se pravi, če ste samski in greste v petko, je velika verjetnost, da bo v letošnjem letu prišla kakšna ful huda strastna avantura mimo, ne pa nujno resen predan partnerski odnos. Tako da previdnost ni odveč. Počakati bolj do konca leta, da vidimo, kako se okoliščine nekako stečejo in oblikujejo. Tiste, ki grejo v štirko, pa imajo v bistvu srečo, kajti njihove spremembe, njihove odločitve bodo pa zelo globoko zakoreninjene. Tako da za njih bova sploh rekli po pameti. Po pameti. Ja. Bo pa bolj počasno leto. Tisti, ki stopajo v štirko, pomeni, da bodo malo dalj časa rabili, da se bodo prilagodili stvarem, da bodo razumeli stvari, pa zdravje bo v spredju. Se pravi, fantastično leto za nove zdrave navade, spremembo prehrane, več gibanja, več počitka. Vse to, kar nas nekako vrača nazaj v dobro počutje v lastnem telesu. Se pravi, vse tudi sporočile intuicije za njih prihaja preko telesa. Tisti, ki grejo v trojko, leto notranjega otroka, kreativnosti, plodnosti, dame, če ne želite naraščaja paziti letos. Trojka je tudi zelo umetniška. Kaj mene gledate? Ne vem, v katerem letu je tvoja žena. To si zdaj študirala, da hitra na porodniško bo šel. Očetovski dopust, ne pride v poštev, Igor. Bod doma delal. Tipka vprašanja. Tako da trojke bodo ustvarjalne, tako kot smo bile zdaj. Mi dve dvojkice, odnosi, povezovanje sebi podobnimi, pa druga plat zgodbe. Se pravi, sploh za tiste, ki grejo v dvojko, zgodba bi se lahko zelo spremenila v smislu drugačnosti. Se pravi, nekaj, kar se bo mogoče na začetku leta zdelo zelo belo, lahko postane zelo črno. In pa enkice, absolutno prodorna energija, hitra energija, ne se impulzivno odločati, ne prehitevati stvari, nič ne boste zamudili, kadarkoli smo v enki, smo v času hitrega napredka in pa se nam začne kar malo. Neučakani ratamo, no? Tako da sploh za enke in za petke po pameti, pa počasi. Lahko rečemo tudi o mesecu, kateri bo tisti najbolj kritičen. Ali pa kritičen, ja, oboje. Oboje, se pravi, najbolj pozitiven, definitivno marec. Marec, junij, september so meseci, ko bomo lažje mogoče prisluhnili temu, kar je za nas dobro. Ko bomo marca, bomo res taki kot 3 leta star otrok, se pravi, da bomo bolj igrivi, pa tako bom rekla, 3 leta star otrok se res ne sekira, če mora oči v službo, če mora mami v službo, pač on kaj lačen, ko ga je treba previti in tako naprej, zelo izrazi sebe. Se pravi, marca bomo tudi mi lažje izrazili sebe. Aha, super. Slovenija, recimo, kot zanimivost je bila lansko leto v trojki, a ne? Pa ne vem, če se spomnite, jaz sem bila točno tukaj, ko sem rekla, da naš politični vrh bo včasih spominjal, kot bi bil v vrtcu in točno take naslovnice smo imeli proti koncu leta. Tako da dobra novica je, da Slovenija gre v štirko letos, kar je kar v redu. To pomeni sistemske spremembe. Spremembe na področju vsega tega, kar je globoko zakoreninjeno. Zdravstvo bo v spredju, vse tisto, kar, jaz sem si tako rekla, v vsej poštenosti naš zdravstveni sistem in nekako struktura države je danes zelo drugačna, kot je bila nekoč, ko se je to postavljalo. Dajmo še mogoče pogledati, kaj nas čaka, ne vem, podnebje, vemo, da se spreminja, ne? Narava kaže zobe, kaj lahko pričakujemo letos? Hvala ti za to vprašanje. Ja, definitivno nestanovitno podnebje. Zdaj ta petka na koncu je problematična, ne? In 225 smo v letu 9, ki ima na koncu 5. Se pravi, poplave, potresi, spremembe, zelo veliko bo vpliva iz okolice. Tako da jaz mislim, da ne bi bilo odveč imeti neko torbico nekje prštimano za vsak primer. Torbico? Nočem biti zdaj, ja, veš, tako... Ok, zdaj si malo prestrašila. Ja, ni mi to moj namen, ne? Ampak bila sem pa presenečena, zdaj, ki je bil tale potresa, ne, po noča, ne. Koliko ljudi mi je na Facebooku odgovorilo, da oni imajo dejansko ruzake in kaj vse imajo noter pripravljen za primer, da bi bilo karkoli narobe. Vse mislim, da te poplave lansko leto so bile nek opozorilni znak, kako hitro se lahko stvari spremenijo. Jaz mislim, da glede na to, da je Slovenija v štirki, neke hude katastrofe se nam ni zabati, ampak vse jaz mislim, da so
so stvari, na katere bi bilo fajn se pripraviti, pa se ozaveščati, ker ne nazadnje, če se pa zdaj vrnemo k mladi generaciji, ki se bo soočala s podnebnimi spremembami, pa če se zdaj mi še to kregamo, zakaj je do njih prišlo, tukaj so, se mi zdi tudi v tej smeri pogovori so še kako potrebni. Če optimistično zaključimo pogovor, kakšno ne bo vodilo 2025? Letošnje leto absolutno nam prinaša veliko zdravljenja. Opuščali bomo marsikaj, kar za nas ni dobro. Sebe bomo na nek nov način spoznavali. Mislim, da je to tako razburljivo obdobje. Ne bo nam vedno fajn, ampak sej ne vem, če se nismo na to že malo navadili. Ja, sprejmimo to, kar nam prinaša, ne? Tako. Lili, hvala ti. Hvala lepa, da si prišla in povedala, kako naj plujemo čez to leto. Hvala vama. Hvala.